Današnjo oddajo za zdravje in dobro počutje pa začenjamo z akupunkturo. Več o tem pa nam bo povedala specialistka ginekologije in porodništva Eva Torkar, ki se je izobraževala in pridobila licenco tudi za opravljanje medicinske akupunkture. Akupunktura je terapevtska metoda, ki izvira iz tradicionalne kitajske medicine in se uporablja že več kot 2000 let. Nekateri še vedno zmotno mislijo, da je alternativna oblika zdravljenja, vendar moram povedati, da je v svetu in tudi v Sloveniji že več desetletij tudi uradna metoda zahodne klasične medicine in jo v Sloveniji lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni zdravniki. Na tem mestu bi se zato zahvalila cenjenemu profesorju Edvinu Derviševiču, ki svoje znanje in izkušnje nesebično prenaša naprej na svojih tečajih. Prednost akupunkture je, da zdravnik pacienta obravnava celostno, se pravi holistično, in išče ter rešuje vzroke bolezni in ne zgolj odpravlja simptome. Velja za varno, zanesljivo in učinkovito obliko zdravljenja. Kakšen je pravzaprav princip delovanja akupunkture? Izraz akupunktura izvira iz latinske besede acus, ki pomeni igla, in pungere, ki pomeni zbadanje. Se pravi, če prevedemo dobesedno, to pomeni zbadanje z iglo. Akupunktura je pravzaprav zunanje zdravljenje notranjih bolezni brez zdravil. Je metoda zdravljenja, pri kateri z ubadanjem iglic v točno določene akupunkturne točke poskušamo vzpostaviti energetsko ravnotežje v telesu in posledično vplivati na zdravje človeka. Po tradicionalni kitajski medicini velja, da po človeškem telesu neprestano kroži življenjska oziroma či energija, ki se pretaka po energetskih poteh, ki jih imenujemo meridiani. Nemoten pretok vitalne energije je predpogoj energetskega ravnotežja in psihofizičnega zdravja organizma. Torej to pomeni, ko je či v ravnovesju, je telo zdravo in posameznik nima težav. Kadar pa či energija pade iz ravnovesja, bodisi v presežek ali primanjkljaj, pa se pojavijo težave in nastopi bolezen. Na neravnovesje energije v telesu vplivajo številni dejavniki, med katerimi so najpogostejši neustrezen življenjski slog, stres, pomanjkanje spanja, prekomerna telesna teža, zunanji oziroma vremenski vplivi, kronične bolezni in starost. V telesu imamo 12 glavnih meridianov ter še nekaj ekstrameridianov, med katerimi se najpogosteje uporabljata dva. Na teh 14 meridianih je preko 300 akupunkturnih točk. Zbadanje igel je neboleče, po vbodu igle v akupunkturno točko pride do kompleksnega odziva v telesu in aktivacije živčnih vlaken, ki prenašajo električne in biokemične signale v centralni živčni sistem. Pride do sproščanja različnih nevrotransmitorjev, od endogenih opioidov, peptidov, serotonina, endorfinov, lokalno se izboljša cirkulacija in pride do protivnetnega učinka. Kako poteka terapija? Pred prvo terapijo akupunkturolog naredi natančno anamnezo in pregled pacienta, ki obsega palpacijo pulza na obeh zapestjih in pregled jezika. Sledi določitev akupunkturnih točk in ubadanje. Akupunkturo izvajamo leže na hrbtu, trebuhu ali boku. Terapija traja približno pol ure. Za uspešno zdravljenje kroničnih bolezni oziroma težav je ponavadi potrebnih 8 do 12 terapij, ki jih izvajamo 1 do 2 krat na teden. Pri akutnih težavah pa je običajno potrebnih 5 terapij, ki jih izvedemo v obdobju 1 do 2 tednov. Na posamezno terapijo običajno vbodemo 12 do 20 igel, včasih kakšno več ali manj. Igle, ki jih uporabljamo, so sterilne in namenjene enkratni uporabi. Kakšna so navodila pred izvedbo akupunkture in po njej? Priporoča se, da na terapijo ne pridemo s polnim želodcem, da v času zdravljenja ne pijemo alkohola in ne kadimo ter ne uživamo hormonskih tablet, od nadomestne hormonske terapije oziroma kontracepcijskih tablet. Po končani terapiji pa se priporoča počitek in zadostno uživanje tekočin, najbolje vode. Kakšni so stranski učinki in možni zapleti akupunkture? Med splošne in pogoste stranske učinke spadajo utrujenost oziroma zaspanost, občutek težkih nog in rok, vrtoglavica, slabost, redko pride do omedlevice. Normalno je, da pri nekaterih ljudeh pride do močnih čustvenih odzivov med terapijo ali po njej. Po vbodu igle lahko na mestu vboda pride do manjše krvavitve ali modrice, zelo redko pride do okužbe na mestu vboda ali alergije na kovino. Na mestu vboda se lahko pojavi blaga bolečina ali mravljinčenje, ki pa po spremembi položaja igle ali po izvleku le-te izzveni.
Katera stanja oziroma bolezni lahko zdravimo z akupunkturo? Z akupunkturo se zdravijo zelo različne bolezni in težave. Najpogosteje se uporablja pri lajšanju kroničnih bolečin, od bolečin v vratu, hrbtu, pri glavobolih, še posebej pri migrenah, pri ginekoloških težavah, kot so neredna menstruacija, boleče menstruacije, težave v menopavzi, pri težavah z zanositvijo. Pri nosečnicah je zelo uporabna kot priprava na porod, pomaga v začetni nosečnosti pri lajšanju slabosti in bruhanja. Moksibustija je uspešna pri obratu ploda iz medenične v glavično vstavo. Uporabna je pri lajšanju črevesnih in želodčnih težav, hemoroidih, zaprtosti, driski, zelo učinkovita je v primeru nespečnosti, tesnobe, depresije ali stresa, potem pri raznih vnetih, sinusitisov, bronhitisov, pri težavah z dihali, kot je astma, pri različnih alergijah in kožnih boleznih, lahko pa se uporablja tudi pri odvajanju od kajenja ali alkohola.